Zagotovo lovska družina je sicer med mlajšimi v Slovenskih goricah, ampak nič manj pomembna v današnjem času, ko se soočamo s podnebnimi spremembami, predvsem pa s spremembami v naravnem okolju, ki so izjemno drastične, ki zelo negativno vplivajo na nekatere vrste divjadi. Mi smo recimo povsem izgubili poljske jerebice, fazan je na spodnji meji številčnosti, ostaja nam praktično srnjad in nekatere druge vrste divjadi, od lisic, jazbecov, sivih vran, ujed in še nekatere druge vrste prosto živečih živali. Mi skrbimo za vse, predvsem pa se trudimo, da bi izboljšali naravne razmere, naravne pogoje za ohranitev avtohtonih vrst divjadi. Poleg tega lovska družina razvija tudi društveno dejavnost, vključeni smo v delo območne lovske zveze, pobrateni smo z lovsko družino Vurmat iz Svetega Duha na Ostrem vrhu, dobro sodelujemo z občinama Cerkvenjak in Sveta Trojica, tudi z mnogimi društvi, šolami, vrtci. Želimo si namreč, da bi naše vrste pomladili, kajti naša organizacija se stara. Ob 70-letnici ni več nikogar od ustanovnih članov, od tistih, ki so pred 50 leti gradili zdajšnji lovski dom, pa so živi samo še 4. To vam pove več kot dovolj. In hkrati moramo pa povedati, kaj je danes tukaj, eno slavje, na katerega je povabljenih kar nekaj lovskih. To je veliko slovesno zborovanje lovcev, ki poteka v okviru občinskih praznikov Svete Trojice in Cerkvenjaka. Med nami so lovci iz vseh lovskih družin osrednjih slovenskih goric, lovci iz Kozjaka, z nami so predstavniki Lovsko-kinološkega društva Maribor, z nami je podpredsednik Lovske zveze Slovenije Marjan Kselman, predstavniki mnogih društev, tako da smo veseli, da so se nam pridružili, da bomo skupaj obeležili 70-letnico, ki se praznuje samo enkrat v življenju.